Dober dan in dobrodošli v mojem novem tedenskem vlogu. Danes vam bom pokazala moje nove superge. Jaz sem take superge že imela, to so Skechers. So zelo taki udobni, mehki in to mi je tudi najbolj všeč, da imam lahko za nas prehode. Poleg tega je pa tudi ugodna cena. Dala sem 65 €. Malo sem se spogledavala z belimi, ampak sem se potem odločila za take kremaste, ker vseeno niso tako občutljivi. Danes jih imam tudi prvič gor in moram reči, da je kot copat. Šivi so lepo narejeni, zalepljeno pa je tudi zelo lepo. Sicer s to firmo nimam nobenih slabih izkušenj, tako da če ocenim razmerje med ceno in kvaliteto, bi lahko mirne duše rekla čista 10. Bomo pa videli čez en mesec, ko bom to malo bolj nosila, če se bojo pokazale kakšne nepravilnosti. Vidim pa, da te Skechers nosi precej ljudi in to je tudi takšna cena, da ti ni žal čez eno leto zamenjati obutev, te enostavno završiti, če so ponošene, in kupiti druge. To je pa Nova Gorica, mesto vrtnic. Poglejte, kako je pa lepo že naš trg pripravljen na Giro d'Italia. Sonce pa tako nabija in tako žge in jaz sem tako brihtna, da vam ne znam povedati. Sploh se nisem namazala in kupila od Justa nove kreme za sonce. Ta teden je malo zapravljanja, pa vam pokažem še, kaj sem kupila pri Justu. Kaj rabimo? Ja, kremo za sončenje, da se malo zaščitimo, pa kremo po sončenju. To bomo zdaj rabili. Sonce je vsak dan bolj močno, poletje je pred vrati in nekaj čakati. Je treba zalogo narediti, ker v dlani sem vse porabila. Pa si poglejmo. Krema za sončenje, 50. Potem sem kupila dve manjši dozici, tudi krema za sončenje. Ta je zaščitni faktor 30. To bom imela eno za v torbico, eno imam pa v zadnji v žepu pri kolesarjenju. No in pa potem sem kupila še to kremo za po sončenju, After Sun. No, gospa mi je dala še kremo za roke, ta mi bo super prav prišla, tudi za v torbico. To kremo že nasploh rada uporabljam, naredi roke take svilnate. Aha, pa še račun. No, in če pogledam, se pravi, krema za sončenje, te dve majhni tubici, to je bilo 28 €, zaščitni faktor 30, ta zaščitni faktor 50, 30 €. In pa še ta losjon po sončenju. Ta je bil pa 31 €. Ampak to so količine, ki jih imamo za dolg. To sem pa dobila darilo. No, ker sem pa lani kupila to za sončenje, sem dala pa 25 € in pol manjša dozica. Mislim, da je Just kar precej ugodna cena in pa vse, kar sem kupila od njih, sem bila zelo zadovoljna. No, to je 50 ml, to je pa 125. Tako da se pravim, to sem dala 25 €, še malo več. No, vse sem bila tudi s to zadovoljna, ne smem nič reči. Tako, za letos bo, ne? No, te kapljice moram naslednjič kupiti. To mi je zelo všeč, sem že imela ene parkrat. Ampak zdaj mi je prav zmanjkalo. Ne vem, zakaj se nisem spomnila naročiti.
Živja! Nedelja je prav en tak lep dan za kolesarjenje. 20 stopinj je, zato sem se tudi danes odpravila in sem si vzela po kosilu čas in šla naokrog. V Gradiško sem šla, kam pa drugam. Soča pa kot vedno čudovita. Ni pripomb, ni lepšega kot je tak izlet. Evo, pa sem doma. 40 kilometrov, super, kaj ćemo lepšega. Zdaj se odpravljam v knjižnico, moram vrniti knjigo Melanija. Zdaj, kaj bi povedala v tej knjigi? Že naslov je tak minimalističen, eleganten, takšen, kakor je Melanija. Precej zadržanih besed, petino knjige so fotografije, vse ostalo so pa že znane zgodbe. Knjiga Melanija je biografsko delo, ki skuša orisati življenje ene najbolj, bi rekla, skrivnostnih in tudi medijsko izpostavljenih Slovenk. Ona pač opiše različna obdobja njenega življenja, od Sevnice pa vse do Bele hiše. Naslovnica sama prikazuje prefinjenost, eleganco, zadržanost, takšna, kakršna je Melanija sama. Bel napis na črni podlagi. Samo besedilo je pa zelo tako preprosto, namenjeno širši javnosti, tako da ni nič kompliciranega za razumeti. In ja, Melanija je tudi ena najbolj fotografiranih žensk na svetu, vsekakor pa najbolj fotografirana Slovenka. V knjigi tako začutimo eno tako mirnost, kakršna je Melanija, in pa po drugi strani pa pač to nedostopnost in pa skrivnostnost. Takšna, kakršna se pokaže tudi v medijih. Lahko bi rekla, da je kot en album vtisov. V glavnem, meni osebno luštna knjiga, lahka, enostavna in hitro berljiva. Jaz bi rekla, da je idealna za vse, ki jih zanima eleganca, pa simbolika tišine, ene najbolj zadržanih javnih osebnosti. V bistvu je tako skrivnostna in zadržana, da nje v resnici ne bomo nikoli spoznali. Skrivnost obstaja in glih v tem je tudi čar. Ta teden je bil kar pester. En dan sem bila na razstavi v Šempetru, razstavlja Klavdij Tuta, pa vam pokažem zdaj še nekaj njegovih del in pa nekaj utrinkov z te razstave. Veliko čast mi je, da vas danes pozdravljam v imenu našega društva, likovnega društva Šempeter-Vrtojba. Potem sem bila na Trgu Evrope, sem na neki stojnici pomagala kot prostovoljka. V glavnem, skozi se kaj dogaja.
In tako smo prišli do konca tega tedenskega vloga. Hvala za vašo pozornost, hvala, ker ste si ogledali video do konca. Pejte na kak sprehod, pejte kaj na kolo, bodite fajn, mi pa se vidimo prihodnji teden. Čau, čau!